Dr. Igor Emri se je rodil 22. maja leta 1952 v Murski Soboti. Je doktor tehničnih znanosti, predstojnik katedre in redni profesor za mehaniko ter od leta 2008 predsednik upravnega odbora Inštituta za sonaravne inovativne tehnologije. Raziskovalna aktivnost Igorja Emrija zajema vpliv temperature, tlaka in vlage na mehanske lastnosti polimerov in kompozitov, študij večdimenzijskih interakcij med termomehanskimi robnimi pogoji in procesi formiranja strukture materiala v fazi solidifikacije ter karakterizacijo mehanskega vedenja polimernih in kompozitnih konstrukcij. Igor Emri je član večjih uredniških odborov mednarodnih revij in od leta 1987 glavni in odgovorni urednik mednarodne revije Mechanics of Time-Dependent Materials, ki jo izdaja založniška hiša Springer Verlag. Je član večjih akademij: New York Academy of Sciences, Ruske inženirske akademije, Inženirske akademije Slovenije, Ameriške akademije za mehaniko, Ruske akademije naravoslovnih znanosti, Slovenske akademije znanosti in umetnosti SAZU, Evropske akademije znanosti in umetnosti EASA, Fellow Ameriškega združenja The Society of Experimental Mechanics in Evropske akademije znanosti EAS. Pomurski akademik dr. Igor Emri je eden izmed ustanovnih članov Pomurske akademije. Pa ne samo, ki je bil na prvem sestanku, ki od prvega sestanka dalje Sigdar Poleg. Je tudi eden od tistih, ker je bil med prvimi, ki je iz Ljubljane v Pomurje pripeljal projekt, ki je pripeljal nekšno konkretno stvar, ki smo jo lahko tu raziskovali, ki smo jo lahko tu napravili. Sicer ne direkt v tistom njegovom znanstveno-raziskovalnem področju. Za ker je tudi bil sprejet v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, to je polimerov, je eno drugo stvar, še bolj važno stvar, ki je pomagal, ki bi se znali bolje iti, ki bi znali to znanje, ki ga imamo, tudi čim dragše oddati. No in za toga smo toliko bolj veseli, ki je Igor naš član, naš aktiven član in ki ne fali na ni enoj konferenci Pomurske akademije. Slovenska podjetja v tržnih nišah, kjer je dodana vrednost bistveno višja od EU povprečja, praktično niso prisotna, kar pomeni, da potrebujemo nove izdelke, torej nove inovativne ideje. Če v celoti razumemo teoretične osnove, na kateri temelji neka tehnološka rešitev, lahko skoraj zmeraj najdemo alternativno rešitev, ki je celo boljša od osnovne rešitve. Ta pristop je japonsko in azijske tigre zavihtel v sam vrh tehnološko najrazvitejših držav na svetu. Ključna prednost pristopa Mura je povezovanje bazičnih naravoslovno-tehničnih znanj in idej s poslovno-podjetniškimi in pravnimi znanji, ki omogočajo njihovo tržno in poslovno realizacijo. Velika večina podjetij v Pomurju in Sloveniji je aktivnih v tržnih nišah, kjer je dodana vrednost pod EU povprečjem. To pomeni, da Slovenija s poljubno velikimi vlaganji v take tržne niše po vsej verjetnosti nikoli ne bo ujela evropskega povprečja. To seveda ne pomeni, da podpiranje RR aktivnosti v teh podjetjih ni primerno, vendar pa potrebujemo še nekaj več. Prednost morajo imeti tržne niše z višjo dodano vrednostjo in tiste tržne niše, ki so strateškega pomena za pomursko regijo in ali Slovenijo kot celoto. To so propulzivne tržne niše, kjer je v izdelke vgrajenega veliko integrativnega tehno-socioekonomskega znanja. Za uspeha na teh trgih so praviloma potrebne ideje in inovacije, ki stojijo na doktorskem znanju. Teh pa v Sloveniji primanjkuje. V prispevku bo predstavljen koncept Mura, mednarodno integrativno ciljno usmerjeno doktorsko raziskovanje in razvoj, katerega cilj je ustvariti okolje, ki zapolnjuje vrzel med bazičnim znanjem in industrijskim okoljem in s tem omogoča hiter prehod vrhunskega bazičnega znanja do tržnega produkta. Sicer pravimo, kako je znanje tisto, kar je nas lejko pripeljalo k hitrejšemu razvoju. V Pomurju je še toliko bolje. Še toliko bolje se moramo zanesti na lastne moči, na naše lastne znanje. In po to znanje sigdar inan iti je ne najboljša pot. Zato, ker dosta ljudi te tam ven ostane, ne pridejo nazaj. Zato je fejst važno, pa dobra pot, ka znanje od indri pripeljamo se, ga tu damo našim ljudem, pa ne samo našim, tudi vsem drugim. In fejst smo veseli, ka vam gnje slejko napovemo odlično predavanje našega akademika,
profesora dr. Igora Emreja, ker je nam pokazal, kaj je lejko tudi izvoz znanja. Kaj tudi znanje je lejko eden izmed tistih pomurskih produktov po eni strani in po drugi strani, kaj tudi na ten način palik napravimo novi prostor za članice pa člane Pazuja, pa druge naše strokovnjake, ker je ne da trebalo telko iti inon, nekimo lejko so naravno znanje ponujali tudi v našem okolju. Slovensko znanje je zelo, ko bi rekel, ozko orientirano v smislu že organizacije. V Sloveniji nimamo kampusov. V Sloveniji, recimo študenti tehnike, edino če v disko klubu punce nagovarjajo, imajo kontakt recimo z ekonomisti, sociologi in tako naprej. Se pravi, pri nas integrativnosti praktično ni. No to je v bistvu globalen problem, ne samo slovenski, ampak seveda tega je bistveno manj v Ameriki in v tistih državah, ki kampuse imajo. Kljub temu, glejte, je bil v Ameriki leta 2000 sprožen en nov program, v katerega je država vlagala in še vlaga milijarde evrov. Milijarde evrov. Imenuje se Integrated Graduate Education and Research Training. Se pravi, integrativno, ciljno usmerjeno, raziskovalno-izobraževalna aktivnost. Pomeni, ker res predlagam nič novega, tam že to vse eksistira. In zanimivo nekaj je, gledajte, v Ameriki šolanje stane 40 000 ali več dolarjev, oni so pa takrat ponujali študentu, ki bi se za tak integrativni študij odločil, integrativni pa pomeni, ne vem, matematika pa sociologija, povezano, ne kot na pedagoški, da paralelno študirajo. So jim ponujali 30 000 štipendije, plačano šolnino, pa še, torej plačano šolnino plus 30 000, pravi, nudili so jim 70 000 če bi se kdo odločil. In v prvih letih so težko študente dobili. Danes, nažalost, tega ni, to je prva stran spletne strani bila, ampak zdaj ni več taka, ker zdaj že dobijo študente in program že uspešno teče. To pomeni, da to, kar jaz pravzaprav predlagam, da bi se ustanovilo na nek način v Pomurju, je na nek način kopija, malo prirejena, ampak tisto mala razlika, mislim, da je zelo bistvena. No, zdaj, še nekaj je treba za uvod povedati, čeprav uvod je dolg, pa zelo kratko. Ne? Za ekonomski uspeh z znanjem ne narediš nič. Zdaj govorim eno kontradikcijo. Za ekonomski uspeh rabiš idejo. Se pravi, znanje samo po sebi je samo orodje, tako kot da kramp kupiš, ko greš jarek kopati. Ne? In poudarite treba, da je inovativnost, kreiranje idej, ločena sposobnost, ki za sposobnostjo, da recimo, jaz sem profesor, to da sem jaz profesor z inovativnostjo, lahko rečem, nima nič skupnega. Jaz sem lahko zelo inovativen, ali pa tudi nisem, pa sem kljub temu lahko profesor. Ker učim v bistvu nekaj, kar je znano, pa mogoče še malo nekaj zraven hočem narediti. To pomeni, da je kreativnost, pa ste zmeraj genialni akt. Tudi če si zdaj jaz vid spomnim, je to genialni akt. Zato pa imamo mi Akademijo znanosti in umetnosti, ker vsaka stvaritev umetniška je genialni akt, ker je nekaj novega. Zdaj pa je odvisno, gledajte, na kakšnem znanju ti to novo idejo kreiraš. Če se ti spomniš, recimo, nekaj takega, kar je dovolj osnovna šola, je to še zmeraj genialni akt, je pa res, da je tisto zelo simpel prekopirati, kar vsak razume. In določene rešitve, gledajte, ki so lahko zelo genialne, zelo inovativne in zelo naprej, ne uspejo. Zakaj ne? Gledajte, ker take ideje, ki temeljijo na preprostem znanju, moraš imeti dobre patente. Drugače ti takoj vsako krade. In veliko stvari, ki je v Sloveniji, pogledajte, Elanov carving, vsi so skopirali. Zakaj? Zato, ker niso znali spatentirati. To pomeni, da genialnost, torej inovativnost je ločena sposobnost. Zdaj pa je odvisno, na katerem znanju ta genialnost stoji. In zdaj, če ta genialnost stoji na enem znanju, za katerega nek povprečen človek rabi 3 leta, da razume, potem je to visoka tehnologija. Se pravi, moja definicija visoke tehnologije je, če vam jaz dam vse, kar imam za piske na vizo, pa pripeljete enega povprečnega študenta, koliko dolgo bo on nucil, da to
prekopira. Če to prekopira v parih mesecih, potem to ni visoka tehnologija. Če pa je to tako komplicirano, da mora 2 leti študirati, potem pa je visoka tehnologija. Se pravi, mi iščemo, ali pa ustvariti moramo okolje, kjer bomo spodbujali genialnost na čim višjem predznanju. In nažalost naš šolski sistem tega ne podpira. Jaz si celo upam trditi, kot sem not napisal, sam zato, da polemika se lahko odpre, da ga zavira. In jaz to pri študentih vidim, v prvem letniku recimo hodijo, pa sprašujejo, pa imajo neke iniciative, ko pride do 5. letnika, sedi, gleda, posluša, malo spit naredi, malo podpis brihni, tudi naprej naredijo, grejo skozi. Se pravi, mi na nek način ubijamo inovativnost in to je problem. Dobro, izhodišče, gledajte, tega predloga, ki sledi, je v bistvu ena študija, ki je bila narejena v okviru enega evropskega programa. Študijo je vodil R.R.A. Mura in naslov je bil, gledajte, Strengthening the Competitiveness of Pomurje Region through Innovation and Lifelong Learning. In v okviru tega projekta so bili predlagani eni inštrumenti, eni predlogi, kako bi ti lahko z spodbujanjem, se pravi, ti predlogi so v principu inštrumenti za spodbujanje kreiranja znanja, integrativnega znanja, kjer povezujete tehniko, ekonomijo, sociologijo, pravo, skratka, vsa znanja, ki so potrebne v verigi dodane vrednosti, da ti od neke ideje pripelješ zadevo do ekonomskega uspeha. No, paralelno s tem je bil še en drug projekt evropski, ki ga je naša skupina delala, in to je projekt Evropske podiplomske šole. To je podiplomska šola, kjer je vključenih trenutno 7 univerz in študentje hodijo iz ene univerze na drugo, pa dobijo na koncu 2 ali pa 3 diplome, oziroma 2 ali 3 magisterije oziroma doktorata. Zdaj, kaj je, gledajte, osnovna ideja predloga? Predlog ni, da bi mi tukaj naredili še eno univerzo. Univerz imamo že preveč. Jaz mislim, da kreiranje še ene univerze v Prekmurju bi bila največja ustvarija, ko si lahko kdo zmisli. To je moje mnenje. Ali si kdo se s tem ne strinja, lahko o tem debatiramo. Zakaj? Zato, ker dodiplomski študij je po mojem mnenju vrtec za intelektualca. Tako, da se mladi otrok socializira v vrtcu, kdor ne gre v vrtec, mu nekaj manjka. Jaz mislim, da kdor ne gre v akademsko okolje, kjer se krešejo iskre, kjer je kampus, je izgubo nekaj velikega, se pravi, ni bil v vrtcu, intelektualnem vrtcu. Zato jaz mislim, da je študij dodiplomski nujen v eni atmosferi, v enih centrih. Medtem ko doktorski študij, pa ne, ker doktorski študij ne rabi predavanj, čeprav je to zdaj pri Bologni nekoliko drugače, ampak načelno je to raziskovalno delo. In raziskovalno delo, ki bi naj vodilo, gledajte, do rezultata, bi bilo prav, da se odvija v industrijskem okolju. In jaz mislim, da bi Slovenija morala vzgajati 2 vrste doktorjev. Eni, ki so na zalogo, to so te, ki jih že zdaj delamo, kad doktoriraš, pa iščeš službo, ne veš, kam bi šel, ne? Drugi pa v bistvu so tisti doktorji, ki začnejo timsko delati takoj na konkretnih projektih, ki po eni strani ali rešujejo obstoječa podjetja, ki jim nudijo neke nove usmeritve, ali pa dejansko, da kreirajo popolnoma neke nove usmeritve, nove tehnologije. In ideja je, gledajte, v bistvu v tem, da bi štartal zmeraj iz ideje. Pravi, ideje, ki bi jo potem pogledal, bi rekel, aha, to je fina ideja, s tem bi mogoče lahko biznis naredili, ne? In potem pogledaš, katera znanja bi ti potreboval, zato, da bi to idejo pripeljal do ekonomskega uspeha. In zbereš, ne vem, 3, 4, 5 profesorjev iz različnih univerz. Poglejte, v Radi Krogo in v tistem poročilu, tle Mila, ne vem, bo tem kaj govoril, ni govoril, če pogledate tisto poročilo, so fantje take kroge narisali in v Radi so 300 kilometrov, je, ne vem, 5 ali 6 univerz, če Prekmurje zapiči šestilo. To pomeni več, kot pa če zapiči šestilo v Ljubljano ali pa v Mariboru, ne? To pomeni, da lahko pride mentor z Ljubljane, z Maribora, z Kopra, z Graca, tudi z Amerike, če želite, ne? In on sodeluje v tem projektu, on doktorant, se pravi, se formira tim, ki obdeluje problematiko in potem vsak doktorant seveda dobi doktorat tam, odkot prihaja.
Če pride iz Zagreba, dobi zagrebškega, če pride iz Ljubljane, dobi ljubljanskega. To pomeni, da to ni nova šola, ampak je samo okolje, ki nudi možnost, da se nekaj zgodi. In zdaj ideja se je že, mi smo to potem partnerji, gledajte, znotraj tega projekta je bil ustanovljen tudi center za prenos oziroma pretok znanja, ki bi naj recimo tako zadevo v Pomurju koordiniral. Naš inštitut sodeluje, ko sem te napisal Mura, no in ime, gledajte, lepo se tudi izide, Mura, mednarodno integrativno ciljno usmerjeno doktorsko raziskovanje in razvoj, Mura, če pač črke tako pobereš. Tako da pač tista Mura, ko umre, recimo, da neka nova Mura zrase. No in ideja, gledajte, je, še enkrat, Mura ni nova univerza in ne podeljuje diplom. Raziskovalci ga podeljujo obstoječa partnerska visoka univerza, skratka, to je lepo napisati, ciljno, se pravi, zdaj pa kaj je bistvo? Gledajte, da v raziskovalce vključujemo torej iz vseh področjih, ki so ključna, da vi neko idejo pripeljete do izdelka. Pravi, v verigi dodane vrednosti. Verjetno izmeri nek ekonomist, pa nek pravnik, pa nek tehnik, pa nek matematik, pa sociolog, pa kaj zim bo še vse. Ne? Važno je, da deluje mednarodno, ker če ti mednarodno, gledajte, če imaš ti mednarodne ljudi, imaš že svoje poslance v tuji državi. Recimo, če nekdo delaš timo, imaš študenta iz Kenije, je že tvoj predstavnik tam, ko gre tja. Se pravi, mednarodno odpiranje je ključno. Glede, če znamo tuje fuzbalere k nam pripeljati, zakaj pa ne bi še kakšnega tujega soponjaka pripeljati, ki nekaj ve. No, se zdaj, to je nekaj, ne bom šel niti v detalje, vse ukrepi, kako bi to naredil, so štipendije in tako naprej. No in konkreten primer, to je zdaj zadnji slajd, predlog je, to je eno nemško podjetje, se pravi, da bi šli kar na case primer, ker drugače seveda govoriti o nekem generalnih idejah je eno, drugo je pa kako pokazati, da to res funkcionira. In dogovori tečejo za podjetje Modelo, ki je nemško podjetje za izdelovanje luči za avtomobile maloserijske. Se pravi, oni delajo v glavnem Bentley, Rolls-Royce, Porsche, dragi avtomobili. In te marke, gledajte, zagotavljajo, da dokler se avto vozi po cesti, morajo garantirati rezervne dele. No in ideja je, da bi mi za to podjetje ustanovili raziskovalno-razvojni oddelek v Pomurju, ki bi obenem imel tudi prototipno proizvodno izdelkov za specialna vozila. Se pravi, ideja tega je, gledajte, da ti povabiš podjetja v regijo, pa to je lahko zdaj Prekmurje, lahko je pa tudi Slovenija kot celota, ne s tem, da jim daš denar, se pravi, ne s tem, da jim daš ribo, ampak da jih naučiš, kako se ribe lovijo. Se pravi, da jim ponudiš denar za ljudi, se pravi, rečeš, mi vam damo 5 doktorjev, damo vam 3 doktorje, ki bodo delali na vaši problematiki. Zdaj, tudi, če ta firma gre, doktorji ostanejo, in izobraženi bodo v nekem novem okolju, ki bo drugačen, ki bo boljši in bo boljši doktorji, kot je gospa rekla, boljši bodo, kot so te zdaj. Se pravi, ker ti bodo delali direktno na nekih konkretnih rezultatih. Med najbolj inovativne evropske države spadajo Švica, Švedska, Finska, Nemčija, Velika Britanija in Danska. Slovenija je po kazalniku inovativnosti napredovala iz 3. v 2. skupino držav, imenovanih Innovation Followers. V tej skupini so tudi Avstrija, Luksemburg, Belgija, Irska, Francija, Nizozemska, Estonija, Ciper in Islandija. Vendar pa se na najslabše in nespremenjeno 17. mesto Slovenija uvršča ravno pri kazalniku ekonomskih učinkov inovacij. Na podobnih področjih raziskujejo o pomurskem akademiku dr. Igorju Emriju še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. George Mejak, pomurska akademkinja dr. Rebeka Rudolf in pomurski akademik dr. Matej Zadravec.